Drugi del srečanja v Centru energetskih rešitev je potekal na temo energetsko učinkovitega javnega naročanja v okviru projekta Efekt. Projekt izhaja iz potrebe po nadgradnji postopkov javnega naročanja v državah jugovzhodne Evrope v smeri učinkovitejše integracije kriterijev energetske učinkovitosti v postopke javnega naročanja. Javno naročanje v EU prispeva več kot 16% bruto domačega proizvoda Unije, zato je posledično tudi pomemben vzvod za doseganje ciljev evropske energetske politike. Na ravni Slovenije je bila pred 2 letoma sprejeta uredba o zelenem javnem naročanju, ki za 12 tipov proizvodov definira temeljne in dodatne okoljske zahteve. Če bi izpostavila prav kriterij energetske učinkovitosti, bi izpostavila tudi proizvode, in sicer gre za področje stavb, za področje javne razsvetljave, gospodinjskih aparatov in pisarniško opremo, kot tudi potem urejeno področje prometa, se pravi transporta. Uredba, kot sem omenila, določa neke minimalne obvezne kriterije. Na kakšen način se ti kriteriji vključujejo v razpisne dokumentacije za oddajo javnih naročil, poleg tega pa določa tudi, s katerimi dokazili pravzaprav lahko ponudniki izkažejo, da njihova ponudba oziroma oni sami izpolnjujejo vse te zahteve, ki so zdaj obvezne v postopkih javnega naročanja. Na podlagi rezultatov raziskave ovir, s katerimi se srečujejo podjetja pri prodaji energetsko učinkovitih storitev in proizvodov v javnem sektorju, je Matevž Pušnik izpostavil predvsem dvoje. Višja cena energetsko učinkovitih proizvodov od konvencionalnih ter neprimerno pripravljeni javni razpisi, ki velikokrat zahtevajo specifično konvencionalno rešitev. Kot še dodaja Primož Praper, je ključni problem javnih naročil tudi predhodni razmislek o merjenju njihovih učinkov ter njihovega obnašanja skozi celotno življenjsko dobo. Slovenija v celoti ne odstopa od primerjave z drugimi evropskimi državami. Pomembno dejstvo pa je, da je pomembnost energetske učinkovitosti v zelenem javnem naročanju večje, kot je bilo prej, in pa da so podjetja označila energetsko učinkovitost v javnem naročanju kot pomemben kriterij pri prodaji svojih storitev. Kateri projekti še prednjačijo na tem področju? Predstavili smo tudi projekt CEM. Projekt je sofinanciran z programom Central Europe. Ideja projekta je ta, da bi se razvilo spletno orodje za samo evalvacijo stanja energetike v malih in srednje velikih podjetjih ter na ta način spodbudili trajnostni razvoj gospodarstva v regiji. Dejstvo je, da na razpisih za nepovratna sredstva je možno dobiti denar le, vkolikor nekje prijaviš zadostne prihranke po dost ugodni ceni za prihranjeno megavatno uro energije. Dejansko na naših projektih so bili, da rečemo tako, obljubljeni prihranki tam od 50 pa do nekje 70-75%. Kot sem predstavil, vseh teh kazalcev še ne dosegamo, ampak mislimo, da je kar nekaj rezerve še ravno v organizacijskih ukrepih, se pravi v navadah uporabnikov, v vzdrževanju in obratovanju objekta, predvsem torej na ramenih vzdrževalcev, da to visoko tehnologijo, ki so jo dobili, pravzaprav znajo uporabljati. V okviru identifikacije in odpravljanja administrativnih ter drugih ovir, s katerimi se privatni sektor kot pomemben akter sooča znotraj postopkov javnega naročanja, je Boris Sučič predstavil koncept zelene pisarne. Energijo lahko prihranimo pri razsvetljavi, računalniški opremi, kot tudi pri gospodinjskih aparatih. Po njegovih besedah raven ozaveščenosti javnosti raste, kar je razvidno tudi iz povečanega obsega nakupov gospodinjskih aparatov z energijskimi nalepkami. Koncept zelene pisarne v bistvu predstavlja okoljsko zaveščeno delovanje posameznika na delovnem mestu. Dost pogosto se dogaja, da dejansko kot posamezniki nismo v pisarnah enako učinkoviti, kot smo v svojem stanovanju. In to je glavni razlog, zakaj je prišlo do koncepta zelene pisarne, oziroma to zadevo, ko se je začela razvijati, so ugotovili, da dejansko kot posamezniki imamo veliko priložnost za doseganje prihrankov, če se bomo tudi na delovnem mestu obnašali enako učinkovito kot doma. Področje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije je predstavila Blaženka Pospiš-Perpar. Gre za investicije v ukrepe učinkovite rabe energije in njene rabe v stavbah.
Pristop je primeren v času, ko za izvajanje energetsko učinkovitih ukrepov ni na voljo dovolj lastnih sredstev. Razširjen pa je predvsem v javnem sektorju, manj tudi v majhnih in srednjih podjetjih. Gre za to, da se vse prevečkrat pojavlja pogodbeno zagotavljanje prihrankov kot edina varianta financiranja in dajemo preveč poudarka temu, da je pogodbeno zagotavljanje prihrankov neke vrste financiranja. Sicer je to res in se da to s pridom tudi izkoristiti, ni pa to edina prednost tega principa. Morda nekaj konkretnih primerov? Recimo to, kaj naročnik gleda pri pogodbenem zagotavljanju. Imam investicijo, imam prihranke, zadeva se mi povrne v 10 letih, zakaj izvajalec predlaga pogodbeno dobo 15 let. Ob zaključku so si bili gostje enotni, da premoščanje nacionalnih omejitev pri postopkih energetsko učinkovitega javnega naročanja izboljšuje koordinacijo na transnacionalnem nivoju. Posledično delujemo v skladu s cilji energetske politike Evropske unije, hkrati pa bistveno prispevamo k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva.